Gospe in gospodje, dragi mladi prijatelji, cenjeni gostje, pravijo, da je čas za delo in čas za veselje. In danes je prav gotovo tisti zadnji, se pravi čas za eno veliko veselje tukaj v Ločah med krajani, med učenci, med učitelji, ki so si že dolgo časa želeli, da bi vstopili v nekoliko drugačne prostore od tistih, katerih so bili do takrat, oziroma do pred nekaj meseci nazaj tudi navajeni. Jaz se spomnim januarja 2007, ko smo skupaj s projektantom, gospodom Čebelo, ravnateljem, gospodom Šeglom in z našo gospod Marijo Grecl pogledali idejni projekt, kako bi ta šola izgledala. Seveda je od tistega časa potem preteklo kar veliko, preden smo prišli do tistega končnega izvedbenega projekta oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja in še nekaj, kar tudi je potrebno poudariti, da smo na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport uspeli pridobiti ustrezen sofinancerski delež. Nekako na temle panoju zadaj vidimo, mi smo ta svet. In jaz sem trdno prepričan, da bo z današnjim dnem, ko smo uradno predali namenu novo šolo, tudi za prebivalce Loč, predvsem pa za mlade, za učence, kajti na njih svet stoji, nastopil lepši, prijaznejši svet, nekako v boljšo ali lepšo prihodnost, kot radi rečemo, še posebej v tem današnjem času. Povedati moram še eno stvar, oziroma poudariti, da smo imeli pri izbiri izvajalca gradbenih del izjemno srečo, kajti od prvotne ocene stroškov smo uspeli bistveno ta znesek znižati ob zagotovljeni ustrezni kakovosti iz izvedbe del. Tako da celotna vsota znaša skupaj z opremo približno 2.700.000 evrov. Od tega je Ministrstvo za šolstvo in šport prispevalo približno 650.000 evrov, razlika, se pravi približno 77%, pa bremeni seveda proračun občine Slovenske Konjice. Jaz bi se na koncu vsem ravnateljih je poimensko naštel, zahvalil za njihov prispevek, za njihov delež v tej zgodbi, kajti pri vsakem večjem projektu ni uspeha, če ni enotnega sodelovanja, strokovnega pristopa, predvsem pa velike volje. Vsem učenkam in učencem sedanje in pa vseh bodočih generacij tukaj v Ločah pa želim, da bi se v teh prostorih prijetno počutili, si nabrali ogromno znanja, ki ga v današnjem času vse bolj potrebujemo, predvsem pa, da bi se prijetno počutili. Vesel sem, da si danes tu med vami. Sivolastost na moji glavi pa mi seveda dopušča postaviti retorično vprašanje. Kaj bo pojutrišnjem? Videli smo zadevo pred 220 leti, videli smo zadevo recimo danes, malo je bilo seveda poudarjeno pretiravanje, ampak ravno toliko, da si v lastnem možu se postavi vprašanje, kaj bo pojutrišnjem. In prepričan sem, da ravno vlaganje v šolske zgradbe, če hočem tako reči, pomeni tisto pojutrišnjim tapravom. Učitelj danes nima več vloge takšne, kakšne bo pred 220 leti, ko je imel za matematiko na voljo
abakus, ki je tu zadnji. Danes ima na voljo računalnik, ima povsem drugačno tablo, če jo vi še nimate, boste jo po kratkem dobili, gospod ravnatelj pravi, je. Med tema dvema pripomočkoma je ogromno razlike in pedagoški delavci bomo seveda morali storiti tudi razliko pri sebi. Učitelj ni več poučevalec, ker otroci, ta svet, ki je naša budućnost, črpa informacije, misli, znanja iz povsem drugih medijev, ne od učitelja, ne preko učiteljske palice, ampak učitelj je danes tisti, ki spodbuja, ki koordinira, ki razmišlja in skuša ustvarjati prijetne socialne odnose. Šola je danes v prvi vrsti kraj socializiranja. Morda se tega premalo zavedamo. Otroci, ki prestopijo šolska vrata, že mnogo vedo. Vedo o svoji pameti, o svoji meri, ampak vedo. In sedaj to številno znanje, že mnogo tere izkušnje, je treba samo pravilno usmerjati v medsebojno sožitje. In prihodnost, tisto, kaj bo po jutrišnjem, je lahko dobro, samo če bomo strpni drug do drugega, če se bomo razumeli in če bomo znali svoje znanje deliti z drugim. Zaključek prireditve je obeležilo tradicionalno rezanje traku strani visokih gostov in ravnatelja šole, ki so tako simbolično tudi formalno odprli šolska vrata delno nove, delno pa obnovljene loške šole, ki bo, kot kaže, še dolgo in tudi z novimi pridobitvami vedno bolj kvalitetno polnila glave uka željni nadobudni mladini.